živijo. Od začetka. Evo, pejmo od začetka. Zato, ker zgleda, da smo toliko stvari pozabili, da moramo iti od začetka. Toliko stvari se je zgodilo, da... Aha, Darmar. Ta komad sem vam namenoma zbral, da ne bo pomote. Naslov je Lightworker, torej delavec luči, od izvajalca Devin Townsend. Devin, ne Devil, je bil dol poslan, Townsend, ampak je prišel nazaj. On je moj gromozanski učitelj, ki mi je dal precej misliti, in tole je njegov zadnji album, mislim, da je izpred 10 mesecev. Naj bo tvoje srce napolnjeno z ljubeznijo, naj bodo tvoje misli dovolj močne znotraj tebe in mene in te melodije, ki pa pravi, da povej mi, tukaj zagotovo so še drugi in me pripeli do... Povej mi, da so drugi tudi tukaj, da pel me do moje mame, do mojega vera, do mojega sorsa, in mi smo eden od vseh nas, tak triki. We are all of us. Mi smo vsi od nas, iz enega se zastopimo, ampak in pripeli me do mojega brata in tako, bratje in sestre znotraj plemena, iznotraj enega. In zdaj ta od začetka slikta zadaj, nekaj sem razmišljal, kaj čem dati zadaj, pa tole zagledam sve, ko evo, tole bo ta prava. In pojmo od začetka. In ja, v zadnjem tednu ali pa v zadnjih dneh se precej dogaja stvari energetskih, tudi včeraj smo imeli ta sončni mrk, ki naj bi bil spet nek strašen portal, ki naj bi odpiral stvari. In zdaj, kdo to čuti? Ja, tist, ki kaj čuti. Kar se mene tiče, jaz imam jasnejše vizije, še bolj, ki so že do zdaj. Imam jasne in nazorne sanje. Mnogo stvari se mi je razjasnilo in ker pač počnem, kar počnem, se tudi vi vračate k meni z določenimi vprašanji, informacijami, travmami, težavami, opažanji, tudi da se vendar le nekaj dogaja, da to je čist noro. In se strinjam, na to smo bili opozorjeni, da bo s sončnim mrkom se nekaj zgodilo. Kaj pa je to, kaj se dogaja? Je pa v bistvu release, sprostitev mnogo osvobajajoče energije, a čemo tako temu reči. Prav, pa pojmo frekvenčno to probati razložiti. Do zdaj smo živeli v nizkih vibracijah. In planet Zemlja je začel na osnovi mindseta našega, se pravi naših umov, naših, bom rekel, višanja zavesti, smo mi začeli vsi, najprej vsak pri sebi in kot kolektiv, bomo rekli celo pleme, dvigovati to frekvenco. Več, ko je sreče, zadovoljstva, ljubezni, predanosti, strasti, višja je frekvenca. Več, ko je strahu, bojazni, bolečine, spominov za nazaj, traumatičnih, nižja je ta frekvenca. Ne rabimo biti prav pretirano brihtni. In ja, mnogo strahu smo se že losali, mnogo travm smo že pustili za sabo, nekatere pa nas še držijo. Jaz sem mnogokrat rekel, dragi moji, dajte stvari ne premlevati, ampak vršite jih čez ramo. Vse travme, vi tega naprej ne rabite. Mi ne rabimo, zdaj bom rekel, igrati žrtve ali pa biti žrtev, ali pa bom rekel, to, da smo žrtev bili, zdaj nositi še nadaljnih 40 let sabo, ker nič ne nuca. Mi te stvari, ki so se zgodile zato, da so nas zgradile, nadgradile in nagradile. Čeprav mogoče zgleda, zakaj sem bil pa jaz tukaj tepen v otroštvu, zato, da imaš zdaj trdo kožo, zakaj? Da te en papak, ki reče, da si neumen, ne gane. Evo ti zato.
Je zdaj tak plastičen primer. Lekcija je lekcija in mi vsi smo zgrajeni in gradili smo se od prvega dneva našega življenja. In nismo se gradili seveda v miselnih procesih in smo bili seveda in traumatizirani, pa pol smo napačno bili vzgojeni, brez obsodbe, da je kdo od staršev ali tako, sistem je pač vzgajal nas narobe, indoktriniral nas je narobe, rekel, da je zemlja okrogla, pa se dej, in se po 40 letih še zmeraj pregovarjamo, ali je ali ni, čeprav voda zmeraj ravnino najde, pa da se na glavo postaviš, ne. Kako je zdaj na koncu palačinka ali ne, to pa jaz ne vem, ampak okrogla ne more biti, ne. Spet sem pri zemlji zaradi tega, da se zavedamo te gromozanske indoktrinacije, ki smo jo bili deležni. Ampak vse te stvari v novem svetu morajo zapustiti naš svet, ne, ker to če ni bilo res, pa če ni bilo prav, pa če zdaj se tega popamo, jaz sem rekel attachmenti, a veš, pripopke, to mora iti stran. En tak dober primer je dal Charlie Chaplin, on je bil tudi naše sorte. On je brez besed vse povedal, ne. Lep, ne, komadič. Ja, kdor zna. Eaglesi kar znajo. Unplugged verzija, MTV. Lahko poiščete Eaglesi, hotel California, kari. Charlie Chaplin je prišel na neko predavanje imel in je povedal vic, prvič pa se je dvorana režala, pa ga je povedal še enkrat, pa se je malo manj ljudi režalo, ne. Pa ga je povedal še tretjič, pa se ni noben več režal. Pa je rekel Charlie, no, se ne režite, ne, zdaj, kaj poznate, ne, zdaj se ne režite več, brez veze. Pa bi bilo fajn, če bi se. Ampak zakaj, za Boga, vi se vedno znova, se pa bolite sami sebe, kadar se spomnite na ono travmo nazaj? No, zakaj? Zakaj pa vas je vedno znova strah enih in istih stvari? No, zakaj? Je rekel, to je isti miselni proces, isto gre za misel in isto gre za razumevanje. Dober, lep primer, a ne? Zakaj se pol kar vračamo kaj nazaj? Ne? Jaz sem tudi, da ne bo pomote, svojo vezo, ki mi je pač takrat pomenila vse, 4 leta sem imel težavo, da sem se poslovil od stvari. Ampak zdaj, ko gledam nazaj, takoj bi lahko naslednji teden vrgel čez ramo. Ok, neka vrsta žalovanja, neke stvari moraš v glavi pospraviti, neke stvari na novo nastaviti od začetka in greš dalje. Ampak to nisem rabil jaz 4 leta, jaz sem se 4 leta sam sebe masakriral. To je bil moj primer. Vi imate svoje travme, ki jih kar vlečete nazaj, pa se z njimi ukvarjate in se jih spominjate. Zakaj? Če pa gremo mi zdaj v svet nov, če so ti problemi so tako veliki, da ne bo pomote. Svet, ki ga gledamo, opazujemo, ki se mu približujemo, ki ga kreiramo pravzaprav, je velikanski. Torej, zakaj bi se človek ukvarjal z minornimi stvarmi? Veliko večji smo, kakor si mislimo, ne? In zdaj, ta spoznanja počasi nas so začela lizati, ne? Lizati, ne? Pada je zvezdni prah v nas in mi zvezdice zaspanke počasi se prebujamo, ne? Ne moreš vsak dan zaspati. Sem pozabil okno zaprti, zdaj pa pom. Ampak so pa tudi ptički, ne? Zdaj ni vse slabo, ne? In ni vse zlato, kar se sveti, in ni vse gnoj, kar dela šunder. Kakšne bedarije, ne? Ne, nekako pa ne bo to tak primer, u svemu sad mogu naći nešto lipo, u svemu sad moram naći nešto lipo i pomiriti se sa svitom i od začetka, ne? Ja, pa tukaj sem gradil, ja, žal, zdaj se vse podre, se vse zravna, ne? Poli se morajo obrniti, gre za poplavo informacij in za poplavo, ki bo potopila vse, kar nismo potrebovali v življenju, in gremo od začetka. Kam? Ja, v svet, ki ga pravzaprav smo začeli spoznavati in ga začenjamo živeti skupaj, kot kolektiv, prvič. Kot kolektiv smo do zdaj vedno šlepali duše, da so se nekako, da so preživele, da so šle naprej in tako, in duše so se šlepale. Ne? Mi smo bili šleperi,
mogoče smo bili tudi šlepani, ne vem, govorim v življenjih inkarnacij, a ne. Zdaj pa smo v obdobju, ko si mora duša pomagati sama. Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Drži, vsak ima na razpolago pomoč, ne? Vsak ima na razpolago lastno izbiro, a ne? In jaz sem si rekel, kako bi ljudem pomagal, tako kot počnem, je v bistvu največ, kar lahko dam. Torej, razložiti, pomagati, razumeti, pomagati razumeti, kako vsak sam lahko odklene svoj biti in svoj jaz, a ne? Drugače pa se ljudem pomagati ne da, a ne? Samo razumeti lahko pomagamo, drugače pa ne gre. Vsaka duša se bo mogla zjokati sama zase. Jaz sem svoje prejokal, ne? Tiste slabe stvari, od katerih sem se mogel posloviti, na katere sem bil navezan, pa vas probam učiti od naveži se, ni to bistveno, ne. Če bi meni kdo probal te stvari razlagati na tak način, bi jaz drugač in prej preskočil stvari, pa ga ni bilo, takrat, ko sem jaz se sam s sabo ukvarjal. In vsaka duša bo ostala sama s sabo. Mislim, zdaj spet kontradiktorno, mi smo vsi tukaj, vsi smo pripravljeni pomagati, vendar izjokati se bo mogel vsak sam. Si priznati, da je naredil grešno stvar, da je v bistvu bil do zdaj uničevalec vsega, da je zdaj čas, da se pridruži graditeljem, če ne zna graditi, vsaj ne škoduj, ne? Sem rekel, da si le nismo v breme, da si nismo v overo. Ne, in preveč časa in sveta, preveč časa smo bili v tem svetu zbombardirani z poleni pod nogami, overami, težavami, ljudje so nam srkali energijo, utrujeni smo prihajali z druženj z ljudmi in tako, težki drenatorji energije, težak narcizem nas je obkrožal, pravzaprav je cel sistem, bi rekel, en velik narcis, ne, ker probajte tudi tako malo razumeti. Od začetka gremo. Nove stvari se nam dogajajo zelo noro in precej nerazumljivo in kdor seveda prisluhne, ne? Kdor je pripravljen prisluhniti in uporabiti ta nasvet, ki sem vam ga dal, imejte Dreamcatcher, ne? Lovilec sanj lahko izgleda takole, kot tatle zadaj, ne? Ampak moj lovilec sanj izgleda takole, pa takole. In jaz ujamem te misli na papir in jih imam. Sicer pa vse pozabimo. Ne, res smo pozabljivi, pa s tem ni nič narobe. Hvala Bogu, da smo pozabljivi, da lahko pozabimo svoje lastne travme iz preteklosti, ker zdaj jih nimamo kaj sabo nositi. Prav, največ dela človek naredi za sebe, kadar je sam. Seveda, če ima delo sam sabo, kaj ne? Kako mu bo kdo drug pomagal, če pa ima človek delo sam sabo. Ne, pa se to je že tudi taka obrabljena fraza. In velik človek v samoti naredi velike stvari. Majhen človek pa v samoti najde svoje najslabše točke, oziroma tisto, kar je v njemu, ne? In v samoti se to vidi, zaradi tega pa se ljudje mnogo izogibajo biti sam. Se umiriti in sprostiti in stalno iščejo neke zaposlitve sami zate, da se ni treba z mano ukvarjati, ker če ne bo grozno, ne. Ja, boja, ampak je neizbežno. Neizbežno prihaja trenutek, ko se bo mogel vsak zazrti v sebe. Prej, ko se boljše. Pa to ne pomeni, da zdaj moš mlinčkati pa se boleti, ampak stvari otrgati in se od njih posloviti enkrat za zmeraj. Naj si bo toksični odnos, naj si bo spomin na travmo, naj si bo sama travma, naj si bo stvari, na katere smo bili navezani, valjda smo se čustveno navezali na stvari, ne, super, krasno, stran, s tem. In
odpre se ena nova gmota energije. Prej v komadu, ki sem vam ga dal v začetku, pravi, gre za energijo brez meja. Ne morem vsega. Tekst bi mogel ga prevesti. Sej včeraj sem na Facebooku objavil ta komad. Devin Townsend, League Worker, pa lyrics, pa prevod, pa vidiš, kaj je on še povedal stvari. Lahko pa kar cel album tudi preposlušate. Devin nam je meni pokazal en segment, kakšen ropot. Meni je Devin razjasnil, da je treba mnogo sile in energije dati, da se odločiš, da greš naprej. Ne? Da so malo tudi težke pasaže v njegovi glasbi, da so v njegovi glasbi ostre, odločne pasaže in zelo nežne, mirne in pomirjajoče. Vsega je in v tem življenju imamo vsega in opravka z vsemi temi čustvi. Zdaj mi ene smeš izražati, drugih ne smeš, na tretje so ti pa fovš, za četrte te pa pobil. Ne? Mislim, prav, kada me, sorry, ampak to res ne moram, moment, to moram pa zaprti okno, ker to je pa, nekje je pa meja dosežena, ne? Ja, sem se pa še zakavčil še za mikrofon, ne, mislim, tega srad. No, viš pa je mir, ne? Bodo meni živcirali. Pa je mir, ne? Jaz sem si tle par stvari, tako sem mu polno glavo, kaj bi vam vse razložil. Skratka, energija prihaja, nekaj se dogaja, nisem edini, ki zaznam, verjamem, da zaznate tudi sami. Od začetka sem dal napis zaradi tega, ker gremo od začetka, kar pomeni, da vse staro ne rabimo več, tako kot ne bomo rabili ne denarja, ne medicine, ne nič, ampak kaj gremo od začetka na slabše, daleč od tega, na veliko boljše. In stvari, ki so pred nami, so tako zelo velike, da se bomo z lahkoto poslovili od starih. Ja, mislim, lažje se je zdaj poslavljati od starih, kot so se kdorkoli pred nami z mano vred v preteklosti. Ne? Zdaj bo to za vsakega lažje, je pa seveda res, da vsak mora se zazrti v sebe in pomagati se mu na dušnem nivoju ne da, ker skupno režemo karmo. Ja? Kar smo sejali, mi kot sami sebi v preteklosti, to zdaj pride žetev in jaz se strinjam, ne bi bil rad na mestu ljudi, ki so bili grdi do zdaj, oni imajo težke bolečine. Ampak to so bile njihove izbere in kazen mora biti vzgojena. Tudi Zvezdica Zaspanka je dobila vzgojeno kazen, sploh ni druge in bolečine bojo, zagotovo, ampak se moramo zastopati, da je vesolje v pomoč, da ima Zemlja sama po sebi višjo vibracijo, ne? Torej ne bo treba iti toliko globoko, kot smo mogli iti mi sami včasih, v času nazaj, ko ni bilo kolektivne pomoči ali zemlje ali ljudi, kakorkoli se zdaj to razlagamo. Zagotovo pa je frekvenca višja, kot je bila pred pol leta ali pa pred 3 leti ali pa pred 100 leti. Ne? Dark Ages, to je bilo sam grda, negativna, temačna, mrzla energija. Nekako smo začeli dojemati, da spremembe ne bo naredil ne Trump, ne Putin, ne Janša, ne Q, ne noben, ampak mi. Ampak oni so naši pomagalci, pomagajo. Mene je Q naučil spraševati vsem, o vsem in vse in na osnovi spraševanj samega sebe sem dobil tudi odgovore, naj si v digitalni obliki ali pa v analogni obliki. Ko prileti odgovor v čebulo, temu se reče tudi kanaliziranje, ampak ni to zdaj čisto tako, no. Je pa ni. In ne sledite kanalizatorjem, ki so lahko tudi napačni kanalizatorji. Previdno, mnogo je še vedno napačnih glasnikov na slovenskem in na svetovnem nivoju. Mislim, da Charlie Ward tudi je nastavljen. Jaz ne dam za nikogar roke v ogenj, ampak za nikogar, samo ena oseba je, za katero dam. To sem jaz. In vsak mora pri sebi te stvari razdelati. In lažnivec ima tle težavo, kako bo sam sebi zaupal, pa če sam sebi laže in celemu svetu, ne. On ima resno težavo.
Nikaj. Od začetka je opcija, da nehamo zdaj in jutri drugače. Vsak ima svoje življenje, v svojem življenju je lahko prečudovito, ampak ne vse naenkrat. Naredi za začetek prečudovit dan, pa jutri tudi moraš ti narediti prečudovit dan. Tako da boš delal tiste stvari, ki jih delaš rad, in boš počel tiste stvari, boš šel tja, kamor greš rad, in boš razmišljal o tem, kako je svet jutri lep, ne pa kako je grd. En tak nasvet mogoče pri izdelavi lepega dneva. Priletijo vam misli, negativne, težke, boleče. Te misli zamenjajte nemudoma. S čem? Naprimer, kaj pa če bi šel ali bi šla nabrat čajček, zdajle je pljučnik, ali bi mogoče regradove tele cvetke nabrala, pa bomo naredili kaj, liker, marmelado, med, ali kaj se že dela, sirup. Joj, pa mogoče bi bilo fajn, če bi že solatko posejali tle noter, joj, pa paradajske za preflancati, ojoj, pa dajmo te misli vključiti, ne v tiste stvari, kaj je bila nazaj travma, težek partner, težki starši, jaz ne vem, kakšne dogodke vse imate v glavi. Ne rabimo tega več naprej, zamenjaj misel za pozitivno. To je, tako simple so stvari, tako enostavne so, samo zamenjaj, bodo optimist. Ne se ukvarjati, mislim, jaz se ukvarjam z ljudmi, pa se ne ukvarjam. Ne boli me briga, kaj vsak počne, ne. Škoda pa je, da sem našel toliko lažnivcev med nami, v kolektivu, precej slabo, ampak jaz se ne ukvarjam z njimi, vsak bo, mislim, zanimivo mi je, da še kar lažejo, če jih prepoznaš, pa še lažejo. Oziroma se delajo neumne. Meni se zdi to tako noro, da nedojemljivo, ampak njihova stvar. Jaz sem ponudil roko in razlago in čas in vse, kar imam in znam, sem ponudil. Pa ne. Pa nič. Tako kot sem rekel, stvar je zaključena. 3 leta smo se borili, da bi komu kaj razložili, pa me ne zanima, pa nič, zdaj pa tam bo. In bomo mogli biti ostri, ker so drenatorji, bijavke, energetske, ne. Tako. Postenje, ne, post je nekaj, kar jaz še nisem nikoli izvedel. Mnogo ljudi pravi, da so blagodejni učinki, krasni, super. Prav je, da kontroliramo hrano, da nismo nekontrolirano požrešni, da kontroliramo, kaj vnašamo v sebe. Skratka, post bi bil krasen, ampak post, bom rekel, dajmo mi ga energetsko vključiti. Džabe tebi biti vegan, pa super, duper, ne vem kakšno prehrano, pa cele športne akcije, po drugi strani imaš pa umazane in grde misli. Ne nuca to človeku nič, a ne. Torej, post je mogoče še bolj pomembno, da imamo energetski post in se postimo od vibracij, televizije, radija, medijev in ne nazadnje ljudi. Vse post od ljudi postimo. Pusti ljudi tam. Pust stvari zadaj. Naj zgori. Pust zgori. Zmeri. Mnogo stvari v besedah. Poigravajte se tudi vi sami. Ne da se vsega razložiti, pa tudi nima smisla, ker ideja je v tem, da vsak pri sebi dojame, zazna, razume, mu tin dohvati. To je to, se lučka prikaže, ne. Vsak pri sebi. Moje te flancerije, oziroma predavanja, zdaj sem že terapevt postajam, no, še te stvari so še to, no, mislim, saj ne morem verjeti, kam me je svet pripeljal. Ampak te moje besede želim, da bi bile namenjene temu, da sami naprej tudi kaj kontemplirate, da bi bile te moje izjave bolj kot ne iztočnice, da vsak pri sebi proba dohvatiti stvari, ne. In tako bi bilo prav. Ne verjeti na prvo žogo, pa ne gre za verjeti, lahko mi verjamete, ker nimam zlih namenov, ampak point je v tem, da razumemo, ne. Religijo smo samo poslušali, jaz sem tudi krščan, pa bermanček, pa jaz ne vem, ministrantek, pa vse to sem bil. Ampak takrat smo slepo verjeli, nič se nismo dosti spraševali, ne.
Jezus je bil tako, Bog je bil tam, hudič bo v peklu. In tako mi smo verjeli, nismo se spraševali nič. In to je bila kazen za človeštvo. Zdaj pa super, ker nas je Q naučil spraševanja. Ne? Pa sej so bili modreci pred nami, ki so rekli, ne, otroke učiti dejstev ali pa jih filati z informacijami, naučite jih, da bodo vprašali vse in o vsem. To, da se sprašujemo in da znamo poiskati informacije, ki nas zanimajo, da znamo ločiti laž, polresnico, neresnico od resnice. Ne? Torej spet po vibraciji, po notranjem občutku. Jaz sem vam večkrat rekel, slabih novic ne berem, ne gledam, nič ne gledam. Zdaj je poplava s temi medvedi ratala, ne? Kar naenkrat so 3 medvede povozili, prej pa je bilo 10 let nobenega medveda povoženega, samo da je to nek razlog za odstrel. In pa še jih bodo povozili in bodo zdaj dokazali, da je na ta način, da je nujno treba odstreliti, ker so pač restauracije prazne, ne, s temi eksotičnimi živalmi, ne, za te predrzne prevarante, idiotske, ki se ne vejo, s čem bi se več presaravali, ne. Da bi dali pa kakšen drobiž človeku, ki ga rabi, to pa ne, rajš, mislim, sam k sebi, grdi ljudje so živeli med nami, nismo vsi iz istih zvezd, ozvezdi. Nekateri so tle z namenom totalnega uničenja in jim je ideja zgolj uničevanje. In ti ljudje žal ne bodo z nami šli naprej, če se ne bodo spreobrnili. Ne? Se zastopimo. In duša se bo mogla očistiti vsaka sama. Nič več šlepanja. To je kar precej nor podatek. Zaradi tega, ker do zdaj so ljudje računali drug na drugega, te družbice, ne? So si vrana vrani ne izkljuje oči, lovec lovcu stolček gor drži, pa to je samo prispodoba. So si pomagali umazani ljudje, da so drugmu pokrili hrbet. Ne bo šlo več to tako naprej, se zastopimo, kaj nas čaka. In če bi mi lahko videli duše, ne pa fizičnih teles, bi šele videli, kako zelo grdi so nekateri ljudje. Ne pomaga ne parfum, niti nobena obleka ne izdela človeka, niti nobena izobrazba ne naredi človeka z lepimi manierami, z moralno-etičnimi kompasi in integriteto, da je vedno človek. Ne sem, kadar on to rabi, drugače pa je ena svina umazana. Ne. Žrtev. Pejmo še tam pri žrtvi nisem dovolj, se mi zdi, opisal. Kadar nehamo igrati vlogo žrtve, takrat smo na dobri poti. Imamo 2 obliki igranja vloge žrtve. Ena je narcistična, ki ga dobiš na laži, pol on pade v vlogo igranja žrtve. On je igralec. On igra žrtev, torej je na slabi poti. Druga vloga žrtve je pa ta, ko smo bili mi na nek način traumatizirani, ne, poškodovani, prizadeti. Mislim, se nam, empatom, je dosti, da se nam lažeš v ksiht. Je to za nas mnoge dovolj veliko posilstvo, dajmo temu tako reči. In dokler se mi naslanjamo na to, da kako me je svina nategnil, ne, pa kako mu to rata, pa kako sem jedeno, pa to sem jaz, ne. In zakaj je tak, pa kako je to mogoče, pa vse sem tako naredil, da bi bilo prav, pa ne. A veš, dokler človek se s temi stvarmi za nazaj ukvarja, ali pa ne vem, saj so težke so stvari, da ne bo me kdo narobe razumel, ne vem, zakaj sem mogla srečati posilstvo v otroštvu, zakaj sem mogla biti toliko tepena, ali pa toliko masakrirana, ali pa mnogo je stvari, ali pa zakaj sem brez noge, saj tudi ta je dobra, ne. Dokler je človek žrtev, je žrtev samega sebe, ne, mi moramo vse stvari bom rekel, sprejeti. Tako je, nimam noge, torej z druga mi ne bo zrastla, ne. Tepena sem bila, nisem več, ne. Imela sem težko otroštvo, ampak otrok nisem več. Zakaj to zdaj sabo nositi? Ne. Treba je pa red zagledati
prijeti in flikati čez ramo. In kadar mi ne igramo več, nismo več žrtev, ker smo mi odgovorni za to, da o tem razmišljamo ali pa ne. Tle pa smo odgovorni in odgovorni smo za zdravljenje. Prav je, da ozavestimo, osvetlimo, fliknemo čez rame, ker ne potrebujemo, kaj ne? Za visoko vibracijo ne rabiš nizke vibracije, kaj ne? No, se je bil čist simpel. In zdaj, kadar ne igramo več vloge žrtve, to pomeni, da smo sprejeli odgovornost za to, da se od teh misli poslovimo, takrat smo mi na pravi poti navzgor. Naša naloga je vibrirati visoko, visoko, visoko. Ker na visokem nivoju pridemo v pasovno širino, nek frekvenčni pas. In ta frekvenčni pas je tle gor, mi smo živeli pa v tem frekvenčnem pasu, nizko, dole, ne, tako dole, ne vidi se. V nizkem frekvenčnem pasu so bili strah, žrtev, bolezen, bolečina, vse sort, negativno, ne, predvsem strah, jeza, agresivnost, to so vse nizke vibracije. Ko preidemo te nizke, pa pridemo višje. Pa pridemo na en pas, ki ga tudi razumemo. Okay? Ker vsi isto mislimo, znotraj tega pasovne širine, vam probam orisati, da je telepatija in kanaliziranje in komunikacija, niti ne toliko je komunikacija tudi, je znotraj te pasovne širine. Ko se ti kot radijska postaja ujameš frekvenčni pas in zdaj tle gor se pa vrtijo misli nas vseh tega enega, bratov in sester, plemenskega uma oziroma plemenske zavesti. In tle gre za telepatijo oziroma teleempatijo. Empati smo vibrirajoči višje in tu lahko poberamo miselne stvari in jih ujamemo s lovilcem sanj na papir in jih damo lahko naprej. Imamo? Ni to noben bav in nobena čarovnija, ako je some kind of magic. Je ja čarobno. Čarobništvo je to, ni čarovništvo. In tja gremo. In to je tisti začetek, kjer se mi vsega tega učimo. To je tako, kot da bi začeli hoditi. Ne znamo še. Učimo se dan za dnem. Ne da pa se na ta, bom rekel, visoko polje priti, dokler si v nervozi, v strahu, v travmi, v nizki vibraciji. Ne moreš. Moraš se umiriti, pa se marsikaj da dohvatiti. Predvsem ta teleempatija funkcionira v popolnem meru in ta popolni mer je najbolj izrazit po noči. Ne? Noč ima svojo moč in če ne morete spati po noč, kar vstanite. Če ste pa popoldne zmatrni, pa pejte spati. Zaradi tega, ker smo v procesu in mnogo potrebujemo počitka in hidracije. Voda, počivati. Nič se gnati, ker naše naloga v tem obdobju je ozdraviti se in del zdravljenja je počitek. Zmeri bil in zmeri bo. Tako da ne imeti slabe vesti, če vas popoldne se počutite utrujeno, pejte se spočiti, ne? Saj ne morete funkcionirati, če niste spočiti, kaj ne? In medtem, ko padate v pol san, pridejo pa tudi telepatične misli. Imamo zdaj to varianto. Tako da dajte se poslušati, tudi pri hrani, tudi pri glasbi, dajte si pravo glasbo. Ne dovolite, da vam sranje leti v glavo. Umirite sami sebe z glasbo, naj vas glasba pomaga umiriti. In vsa glasba je že narejena nam v pomoč, samo jo treba izbrati pravilno, a ne? Tako, skratka, spusti vse travme nazaj, oprosti si jih, dovoli si jih oprostiti in let it go. Naj gredo. Bile so za nami, čau. Tako, ko šali se nasmeješ trikrat eni in isti, ne se boleti z eno in isto mislijo na težak dogodek za nazaj. Ok.
Kete je bil notranj, sončni mrk je bil, post od ljudi in poškodba, tako, poškodba, travma ne sme več kontrolirati naših življenj, je bila moja zadnja alineja, ki sem jo obdeloval zadnjih 35 minut. Od začetka gremo, ekipca, vse ok, nič, to ni slabo, to je the best. Zato, ker začetek je najprej, mislim, ne moreš začeti v tretjem štuku bajte zidati, ne. Pred tem je treba dekonstrukcija, totalna poravnava s tlemi, podreš vse, zažgeš mostove za nazaj, nič ne more več vplivati na nas in zvaljamo in začnemo graditi novo hišo, tako, ki jo hočemo. A ne, na novih, zdravih, lepih, čistih temeljih, a ne, ne na gnilemu in gnilo je propadlo in čau, tudi paraziti odhajajo fizično in energetsko in vse bo v redu, zaupajte planu, da je vse ok in da ste in smo empati, prinašalci luči, sidramo to ljubezen na planet na tak način, da samo smo. Pristni, neobremenjeni, zvedavi, iskreni in pogumni. Menda sem pobral vse ali pa nisem vse, pa se je zadost, kontemplirajte sami. Uživajte, ka strela marela, naredite si prečudovit dan, tak je najbolj ta prav za začetek lepega življenja, a ne? Držite se, uživajte, pa se vidimo kmalu, ne, nič drugače kot kmalu. Čau.